To se bo ukvarjal z lažjo izpred enega leta, če jih je bilo še 60 vmes. Tisti, ki jih je prizadela. Ja, to pa res. Dober point. Mamo? Banda. Tole naj bi bil D. Miha Artnak, umetnik, ki je ustvaril sliko iz golobih kakcev in jo prodal za 5000 ethereumov. A ste res D. Miha Artnak? Res. Osebno najprej. Res? Res? Pa moram iti pa ja. Bomo počakali. Sam sem jo pozabil, ne? Imamo tudi test številka 2. No, pa probimo še en vzorc iz otroštva. Mislim, da je to tako zasliševanje. Ja, ful hudo. A mi zdaj verjameš? Tudi to bi lahko naučil ljudi zares. A moraš še kakšen test? DNK? A lahko pokličemo le pod policije? V zadnjem času je vedno več fake newsa in zadnjič je tudi ta novinar Vajsa, Butler, je dejansko poslal svoje lažne dvojnike na intervjuje. Mislim, to je bilo tudi nekako logično nadaljevanje tega, kar ti počneš. Odlična ideja. Mogoče bi jo lahko kdaj probal, sam pa ne bi bil originalen, tako da ne bom končal s fake news, sam ta je pa že ponudcena, rečemo. A je originalnost to, da delaš fake news, glede na to, koliko fake newsa je dejansko že v medijih? Originalen v tem, da delam fake news, zagotovo ne, ampak to pa kakšen način delam pa danes, pa s katerim medijem, bi pa si rad domišljal dejati, predvsem pa z osebino. No. In ko si ustvaril Dove and Peace, ne, in prodal za 5000 ethereumov, in neki novinarju je nasedlo. Zdaj pa mene zanima, tukaj gre za umetniški performance, bralci in novinarji so del performansa ali kolateralna škoda tega performansa? Najprej bi se rad zahvalil Bogu pa fanom, ne. Meni je veliko dal njihov odziv in tudi narekoval v resnici, v katero smer se bi ta performance tudi nadaljeval. Kako pa je bilo zastavljeno? Tako da sprožam dvom, veselil sem se kakšnega medija, nisem pričakoval gigantov. Pričakoval sem pa neke lari-fari medije, da bi povzel tisto, kar bereš pri frizerju. No. Je v bistvu kar preplavljeno na površje in s tem, kaj je to, sem mogel skrivati informacije o tem, da je lažno. A ti je bilo težko lagati potem, ko so pri tebi preverjali informacije? Mislim, jaz sem videla, ko si se muzal. Na posnetkih se muzaš. Se zdaj tudi. Sam ni mi bilo težko, v bistvu mi je bilo... Vmes sem se začel zavedati, da to je pa mogoče moje življenjsko delo. S kakšnim odnosom ste zdaj z novinarjem Slovenskih novic? Zamer mi, meni je žal, se opravičujem, no. Gre za neko sporočilo, ki se mi zdi, da je nujno, da udar, ne da pride mehko. Ti nisi zdaj recimo prvič lagal z temi golobi in so ti ljudje vseeno verjeli. Kolikrat moraš ljudem lagati, da ti nehajo verjeti? Se kdaj poveš tudi kakšno resnico, tako da. Zato se mi zdi, da je itak najbolj pomembno, če hočem nadaljevati sploh s to formo. Se moram umakniti kot akter, ampak v bistvu delati na ideji, recimo, pa mogoče ne zaključiti s performancem ali pa kaj takega. Kar se tiče pa takih intervjujev, kot je zdaj, sem pa pošten človek, ki odgovarja na zastavljeno vprašanje in si popolnoma nič ne laže ti v oči. Če jaz zaupam tebi, da mi govoriš vso resnico, a ti dejansko zaupaš meni, da bo tale intervju ostal takšen, kot je posnet? Brez zaupanja ne, pa res težko sploh še karkoli početi v življenju. Okej, no zdaj recimo, da je osvežilna fronta zaupanja vredna, razen če se bo v tem pogovoru našla kakšna laž. A boste pogledali, pa pokomentirali, pa spodaj, če slučajno mislite, da je v tem intervjuju kakšna laž? A je bila? Mislim, da sem bil zelo pošten. Pošteno.